Veste, točno v tem postopku pri imenovanju ustavnih sodnikov sem pa najbolj trpela. In mi je bilo tako zelo neskončno žal za vse, kar se je dogajalo, ampak bom vendarle pojasnila. Ko sem pregledovala prijave za ustavne sodnike, sem imela v ospredju stroko, pa ne samo, da so dovolj strokovni, ampak tudi z katerega pravnega področja prihajajo. Tako sem tudi sestavila najprej tistih 5, ki sem jih dala v obravnavo poslanskim skupinam in na koncu 3. Najbolj me je v tem postopku zmotilo pa sledeče. Teh prvih 3 imen seveda nisem v proceduro dala na pamet. Imela sem soglasje strank. Potem se je pa, potem, ko sem te 3 kandidate dala v Državni zbor, zgodilo sledeče. K meni je prišel predsednik vlade in je rekel: predsednica, doktorica Barbara Kresal nima več našega soglasja, a jo lahko prosim zamenjamo. Sva o tem korektno govorila, nisem imela težav zamenjati, ker z glavo skozi zid pač tudi jaz ne morem. In menjam takrat, ko dam strokovnega za strokovnega. Sem pa predsednika vlade opozorila, da je doktor Kršmanc strokovnjak za kazensko pravo in kazensko-pravni strokovnjaki na Ustavnem sodišču že so. To sem tudi poslanskim skupinam, ko smo se pogajali, vedno povedala, da zakaj njega ne. No, in potem me je pa presenetilo tole. Ko je bil predsednik vlade pri meni, je dejal, da je predlog usklajen s koalicijo. In potem kar naenkrat ni bil. In potem jaz ugotovim, da se z doktorjem Kršmancem niso pogovorili prej, ampak šele potem, ko sem jaz že umaknila doktorico Kresalovo in dala gospoda Kršmanca. To se mi je zdelo ne samo nenavadno, ampak strahotno nekorektno. Potem sta se oglasili seveda Levica in SD, očitno se niso dovolj uskladili koalicijsko.